V tem trenutku najboljši Audi. A veš zakaj? Tole pa avto, s katerim se bom ukvarjal danes. Tale A7 je dvignil že veliko prahu, se spomniš? A veš, ko sem na Instagramu pa še na Facebooku pokazal en tak majhen detalj tega avta, pa sem vprašal, no, kaj je zdaj to? Kaj je to zdaj na avto? Panamera, Aston Martini, Tesle, BMW, Mercedesi, vse živo, sam A7 ni bil. Gužva, avto sam pele. Stari včasih so se gužve začele tam pri Šentjakovu, potem so se pomaknile do Domžal, potem so pa še nazaj do Krtine, do Lukovce, zdaj pa stojimo že pred Kompolom. Kam gre zdaj to? Kje je še en pas? A7 je, odkar je ven prišla že prva generacija, moj najljubši Audi. Zato, ker je tako fejst poseben, da se mi zdi bolj fajn kot drugi. Zato, ker je predrzen, zato, ker zna biti zraven tudi eleganten, predvsem pa zato, ker ga ne moreš zamešati z drugimi. Tudi, če se potrudiš. No in kjer so tisti detajli, ki ga delajo toliko posebenega, da je toliko zelo drugačen od ostalih? Stari, a veš, da sploh ne vem, kje točno naj začnem. Lej, že spreden del je tak športno agresiven, ker totalno ne velja za A8 pa za A6. Tudi ne? Pa še ena stvar, ne? Dej ne mi reči, da tale avto zaradi tegale kvadratka tukaj, pa tegale kvadratka tukaj, ne zgleda, kada je policijski. A zakaj sta te dva provida kvadratka tukaj gor? Zato, ker gre za radarski sistem, ki pomaga avtomobilu polavtonomno voziti, pa zaradi česar je pripravljen na naslednjo stopnjo avtonomne vožnje. Pa tudi, če se premaknemo z sprednjega dela proti boku, pa pol na zadnji konc, ta del mi je fejst všeč. Ne samo zato, ker avto proba spominjati na kupeja, čeprav čista prav seveda ni, ampak zato, ker ga to dela drugačnega. Ja, veliko avtomobilskih znamk uporablja podoben recept, imamo Mercedes CLS, imamo Panamero, imamo še kupenih drugih. Stari reč, kar češ, noben od naštetih, če vprašaš mene, nima tako odbitega zadnjega dela. Predvsem zaradi tele luči, ki se razteza od skrajno desnega pa do skrajno levega konca. Američani bi rekli, da je visually striking, jaz pa sam rečem, da zgleda fucking awesome. Pa valjda pridemo do tistih stvari, ki so meni najbolj všeč, do detajlov. Poglej, kako izbočena, kako ven gleda tale zadnja luč, če pogledaš tale zadnji konc takole z boka. I like very many. No pa lepa še ena stvar, ki mi je fejst všeč, valjda. Spoiler. Je en tak lušten, športno eleganten detajl, a ni, no? Zdaj, če hočeš malo zapozirati, ga lahko takole. Sam ven rukneš ali pa počakaš na to, da se avto pelje vsaj 120 na uro, pa kar sam ven pride. Med špegloma ga je za 212 cm, to ni toliko malo, brez špeglov skoraj 2 metra. Pa do primerjave z A8, do te tudi pridemo, ki je dosti zanimiva. Mogoče lahko omenil, zdaj, ko imam Mate 20 Pro, dosti uporabljam ta extra wide angle, da ti pokažem, kako izgleda. Takole izgleda običajen pogled čez objektiv, če pa želiš extra wide, pa narediš pa takole. A? Razlika. Pa dobiš tele šote, ki greš čist blizu avtomobila, pa imaš še vedno praktično celega noter. Zdajle stojim, koliko? 2 metra stran od avtomobila, pa ga dobim celega noter. Ok, gremo naprej. Ki pod pokrovom motorja, pa se vidiš, kaj piše V6 TDI. Strznanc, preverjena tehnologija, koliko? 286 konjev, pa 670 Nm navora. No, ne pride tako prav pri športni vožnji, čeprav ta avto zna to do neke mere tudi uresničiti brez skrbi, ampak ta navorska bogatost pride prav, ko se ti peleš na daljše razdalje, ko na avtocesti vsake toliko časa rabiš kakšen sunk, da prideš mimo, ali pa da si malo prej tam. Dajmo se premakniti iz motorja na pogon, pa na ostalo mehaniko, ki skrbi, da se ta avto pele odlično. Za začetek imamo posodobljen štirikolesen pogon, ki ga Audi valjda imenuje Quattro. Pa ne samo to, avto se pele na zračnem vzmetenju, pa ne samo to, samodejni menjalnik je 8-stopenjski, pa ne samo to, ima tudi štirikolesno krmiljenje, kar pomeni, da je zelo okreten. Jaz ne vem, kakšne so številke, ampak takole z glave bi rekel, da je en Audi A4. Če me vprašaš, kako se avto pele, stari, to pomeni, da je to, kar vidiš za mano, pravzaprav en tak preoblečen Audi A8. Mislim, toliko je udoben, toliko je sposoben nuditi vrhunsko dinamično izkušnjo, ko prideš ti do udobne vožnje. Naprej gremo pa noter, pa še ena pohvala. Veš kaj je to? Matrični LED žarometi. Najbolj, da ti pokažem, kako izgleda v praksi, ko se žarometi prilagajajo ali tistim nasprot, predvsem pa jaz sem posnel, ko sem se peljal za Tino. Si videl, kako prilagaja snop, glede na potrebe? Evo, poglej, Audi A7 Sportback točno takole izgleda z voznikovega zornega kota. To se pravi, v tem primeru S-Line volan, logično športna zadeva.
Pa tukaj pred mano digitalna instrumentna plošča, valjda lahko, tako kot običajno, prilagajaš poglede. Nujno se bo treba prevaditi pa tejle stvari. Poglej, meni je všeč, da je Audi opustil tisti klasičen vrtljiv gumb, s katerim si prižgal ali pa ugasnil luči. Ampak ne moreš si pa pomagati, da ne bi takoj opazil, da kabini kraljuje tale del tukaj. To se pravi zgornji, spodnji zaslon, tale ta zgornji je odet v čudovit aluminijast ukvir, moram reči, da Audi thumbs up, kar se tiče estetike. In tukaj zgor imaš neko splošno menijsko strukturo, kjer lahko prilagajaš vse, kar ti srce poželi. Gremo recimo na vozilo, pa imaš tukaj Audi Drive Select, prilagajaš, kaj se dogaja s sedeži. So naredili korak naprej, da praktično ni več gumbov, tistega glavnega, ki ga vedno vsi tako pogrešamo pri podobnih rešitvah za radio na glas pa potihem, je še vedno tukaj, ampak imamo samo površine občutljive na dotik. Kljub temu pa, ko se dotikaš gumbov, dobiš nek fizičen feedback, nek droben treslaj, zaradi katerega ne samo, da se počutiš dobro, pa da te ta odzivnost močno spominja na tisto klasično pri navadnih gumbih, predvsem pa, da so velike, da je postavitev klasična. Veš, kaj hočem reči? No, evo, ti pa podaj končno mnenje. Kakšna se ti zdi ta kabina? Ker me recimo res zanima, a ti je bolj všeč Mercedesov pristop, Lexusov, ki je zelo specifičen, ali BMW-ov, ali je your cup of tea tole, kar v tem trenutku ponuja Audi. Če te pa zanima, koliko je prostora tukaj zadaj, stari lej, se veš, jaz sem 1,75 m, placa dovolj, tudi če bi bil 1,80 m, ga ne bi zmanjkal. Tudi za kolena ga imam še vedno dovolj, ampak ni pa nobenega pretiravanja z odvečnim prostorom. To pa je res. A ja, pa da ne pozabim, tele konzole, to so prav tale A7 ima 4-področno klimatsko napravo, kar pomeni, da si tudi zadnja potnika lahko prek tele površine občutljive na dotik. Kaj je zdaj? Boš delala? A, zaklenjena je. Pa potem lahko prilagajaš vse, kar seveda želiš, kar se tiče temperature, pa pihanja, pa tako naprej. A zaključek te zanima, praviš? Lej, po mojem mnenju je A7 Sportback, če je pravilno opremljen, ta se temu kar približa, pridemo pol do cene, v tem trenutku najboljši Audi. A veš zakaj? Ker je multitalent. Zato, ker je v resnici tole na en način preoblečen A8. Po udobju ne zaostaja veliko. Po drugi strani ti ponuja vizualno dinamiko kupeja. Po tretji strani svoje skoraj 1,9 tone tudi v vinkih zelo dober nos. Predvsem pa stari X-faktor. Tega ni pri avtih lahko najti, ta avto ga pa ima in to kolikor češ. A kaj mu daje ta X-faktor? Ja, oblika kaj. Pa for the record, jaz ga imam veliko rajš, če je spoiler skrit. Mislim, je vsem bolj elegantn k športn. Se strinjamo? Za konc pa, da gremo še čez ceno. V osnovi Audi A8 s takšnim motorjem, takšnim pogonom stane tam dobrih 80 jurjev, ampak točen tale 112 pa drobiš. Ja, vem, noro, ne? A še ena stvar, sem čist pozabil, to najbolj sem prošparil za na konc. Kaj avto odkleneš pa zakleneš, naredi en tak poseben light show. Daj poglej to.